Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo čudovito pravljico poklanjam zvestima poslušalcema pravljic Piji in Žigu. Ko sonce zaide in se nebo obarva v temne odtenke, na nebu zasije luna, čarobna, skrivnostna in polna zgodb. Njena svetloba osvetljuje nočne poti, uspava naravo in prebuja domišljijo. Le kako bi bilo, če bi luna kar naenkrat izginila in bi namesto njenega izjemnega srebrnega sija gledali le v temno praznino. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo Pijini in Žigovi pravljici z naslovom Dan, ko je izginila luna. Tistega dne, ko je izginila luna, se je Nace hotel igrati z vrvjo, Pika pa bi raje skakala na trampolinu. Na trampolinu lahko samo skačeš, je izjavil Nace prezirljivo. Vrv pa se zdi za igro tako neuporabna, mu je zdolgočaseno odvrnila Pika. Vsa zasanjena je dahnila. S trampolinom lahko poletiš vse tja do neba. Tedaj se je Nace zakrohotal in rekel: Ne pa ne, zato pa lahko z vrvjo ujameš luno. Pika se je razjezila, postala vsa zaripla ter se razburjala. Česa tako neumnega še nikoli nisem slišala. Vnel se je prepir in besedi je sledila beseda. Tistega popoldneva se Pika in Nace prvič po več tednih nista igrala skupaj. Pomembnejše jima je bilo, kako bi v prepiru čim bolj prizadela drug drugega. Nace je globoko zajel sapo. Piko je pogledal z velikimi očmi in ji zabrusil: Veliko bolje se je igrati brez tebe in še zabavnejše je. To seveda ni bilo res, ampak Nace to ni bilo mar. Hotel je, da bi se Pika jezila vsaj toliko, kot se je jezil sam. Pika se je res jezila. In še kako. Jezila se je tako močno, da je stisnila dlani v pesti, se obrnila, ne da bi še kaj rekla, in zbežala proč. Sicer je bila Pika Nacetova najboljša prijateljica. Nacetu se je zdel še en sam dan brez nje neskončno dolg in brezupno prazen. Toda zdaj mu ni bilo mar za to. Trmasto je zamrmral. Se bom pač sam igral svojo novo vrvjo. Sprva je Nace preskakoval vrv, vendar se je kmalu začel dolgočasiti. Potem je vrv privezal na drevo in jo močno povlekel. Bilo je kot pri igri vlečenja vrvi, ampak mnogo boljše, saj ni bilo poraženca. Vendar tudi zmagovalca ne, kar se je Nacetu zdelo enako dolgočasno. Pozneje je iz vrvi napravil zanko in jo vihtel kot laso nad glavo. Najprej je z njim ujel štor, potem celo kamen. Vendar se je vrv zapletla in Nace se je sam ujel v zanko. Pri tem je padel. To ni bilo prav nič zabavno. Počasi se je zvečerilo. Sonce je izginilo za drevesi na hribu, na nebu pa je posijala bleda luna. Zdaj je Nace hotel poskusiti nekaj čisto posebnega. Nekaj, kar mu bo Pika zavidela. Mogoče bo pa zabavno. Vrv je začel vihteti nad glavo kot laso, hitreje in hitreje. Nato jo je izpustil. Poletela je visoko, letela vse više in više
in nazadnje se ovila okrog lune. Nace je povlekel vrv in ko je bil prepričan, da ga bo zdržala, se je usedel na gugalnico. Vrv se je še tesneje ovila okrog lune. Nace se je začel gugati. Gugal se je hitreje in više kot kdajkoli prej. Gugal se je na luni. Nace ni mogel verjeti svoji sreči in je glasno vzkliknil v noč. Gugam se na luni! Toda nihče ga ni slišal. Nihče ni videl, kako se je Nace gugal na luni. To ga je strašno ujezilo. Splezal je z gugalnice, jezno udaril z nogo ob tla in silovito potegnil za vrv. S tolikšno silo, da je luno utrgal z neba. Joj, prejoj. Groza. Luna je štrbunknila v travo pred njim in le še bledikavo svetila. Ojoj, tega nisem hotel, je prestrašeno zašepetal Nace. Resnično ne. V strahu se je oziral naokrog. Okna v hiši so bila osvetljena, vendar nihče ni videl, kaj je zakrivil Nace. Ne še. Nace je vedel, da bodo ljudje opazili, tedaj bi se jezili nanj. Upravičeno. Kakšna bi vendar bila noč brez lune? Bila bi mrzla in temna kot črna luknja. Luna mora nazaj na nebo. Ampak kako naj to naredi? Luna ni imela zanke za obešanje in tudi na nebu ni bilo kavlja. Ravno tedaj ga je mama poklicala k večerji. Luna mora izginiti, je pomislil Nace. Ozrl se je naokrog. Mogoče bi jo lahko skril za grmovje. Toda kaj, če jo bo kdo našel in odnesel s seboj? Potem bi bila za vselej izgubljena. Mogoče bi jo moral skriti v uto. Bila je tako stara, da je les že nekoliko preperel. Tja gotovo nihče ne bo vstopil. Nace je Luno s težavo zakotalil in potisnil v uto, zastrl zavese in zapahnil vrata. Brž je stekel nazaj k hiši. Ko se je znova obrnil, je videl, kako je iz ute žarela medla svetloba. Upam, da nihče ne bo opazil, je pomislil. Upam, da nihče ne bo opazil Lune v uti. Po večerji je Nace z molko napolnil vrečko in jo skupaj z žvigalicami vtaknil v hlačni žep. Iz sobe je vzel raketo in se skrivoma splazil ven v temo. Zmešal je moko in konice vžigalic. Nato je iz ute izvlekel Luno in jo privezal na raketo. Nace se je še enkrat ozrl. Vse je bilo mirno, nikjer ni bilo žive duše. Brž je prižgal vžigalno vrvico na raketi. Raketa se je stresla in zaropotala, sikalo je in se kadilo. Potem se je dvignila v zrak. Let ni trajal dolgo, saj je raketa zelo hitro padla nazaj na vrt. Luna je bila pretežka. Nace je bil besen. Strašno se je jezil na raketo in na Luno. In na Piko, ker se je vse to zgodilo samo zaradi nje. Gotovo obstaja še kakšna druga rešitev, je pomislil Nace, vedno obstaja kakšna rešitev. Ampak kakšna? V uti je odkril dolgo lestev. To je bila rešitev. Brž je lestev prislonil ob uto in Luno odkotalil do nje. Luna je bila težka, zelo težka. Vendar to Naceta ni motilo. Luna mora nazaj na nebo, je zamomljal. Tja mora, še preden bodo ljudje pogledali v nebo in se spraševali, kje je. Nace si je Luno naložil na ramo in splezal na lestev.
Letev za letvijo se je s težavo vzpenjal. Luna je postajala vse težja. Kmalu ga je začela boleti rama, potem še noge. Toda Nad se ni odnehal. Kmalu je dosegal najvišjo letev. Tam je z obema rokama prijel Luno in jo podržal visoko nad glavo, kolikor je mogel. Bilo ga je strah. Lestev je bila veliko prekratka. Luna nikoli ne bo prišla nazaj na svoje mesto. Hudo se je jezil na Luno, na lestev, na uto in na Piko. Ja, še posebej na Piko. In zdaj? Kaj bo rekel svojim staršem, če ga bodo vprašali? Kaj bo rekel drugim ljudem, če ga bodo vprašali? Kje je naša Luna? Bodo vprašali. Kako naj prebrodimo noč brez Lune? Bodo vprašali. Zakaj si to storil? Bodo vprašali. Ker sem hotel nagajati Piki, je tiho zašepetal Nace. Iz oči so mu privele solze, zaihtel je. Nekaj časa je takole sedel v travi, ko je za seboj nenadoma zaslišal glas. Ti lahko pomagam? Bila je Pika. Naca se je obrnil in upal, da ne bo videla Lune. Rekla si, da se ne boš več igrala z mano, je zamomljal Nace. Ti si rekel, da se nočeš več igrati z mano, je rekla Pika. Nace je že hotel nekaj reči, a se je raje ugriznil v jezik in pomislil, da je včasih boljše biti tiho. Stisnil je ustnice in molčal. Tudi Pika je molčala. Naceta je prijela za roko in potem sta skupaj pogledala Luno, da nato še v nebo. Pikine oči so se zasvetlikale. Spraviti jo morava na hrib, je rekla. Nace je pogledal proti hribu in vedel je, da ima prav. Nace in Pika sta Luno naložila na lesen voz in jo zvlekla na hrib. Ljudje za osvetljenimi okni so strmeli v migetajoče zaslone, se pogovarjali ali igrali. Nihče ni pogledal v nebo. Kakšna sreča! Tako nihče ni opazil, kako sta Pika in Nace na vrhu hriba skupnimi močmi dvigovala Luno v zrak. Dvignila sta jo, kolikor sta le mogla. Vendar ni zadostovalo. Postavila sta se celo na prste, a preprosto ni bilo dovolj. Vsi se bodo jezili name, je rekel Nace razočarano. Nihče se ne bo jezil nate, je odgovorila Pika. Saj še nisva poskusila vsega. Nace ni vedel, kaj je imela Pika v mislih. Pika je stekla k trampolinu in splezala nanj. Nace je sledil in se tudi sam povzpel na trampolin. Drži jo, je rekla. Nace jo je ubogal. Oba sta držala Luno in se trudila, da bi z njo skočila čim višje v nebo. Bilo je težko, a jima je uspelo. Sprva sta poskočila samo malo, potem vsakič vedno više. Sprva sta poskočila samo malo, potem vsakič vedno više. Kmalu sta Pika in Nace skakala skupaj z Luno. Kaj pa zdaj? Je vprašal Nace. Zapri oči in skači naprej, je rekla Pika. Nace je zaprl oči. Skakala sta naprej, više in više. Ko sta bila tako visoko, da jima je veter tulil v ušesih, je Pika zaklicala. Zdaj! Tedaj sta Luno spustila iz rok. Ko sta spet pristala na trampolinu, sta odprla oči in pogledala v nebo.
Visoko nad njima je lebdela luna in močno svetila. Nacetu se je zdelo, da je žarela celo svetleje kot poprej. Iz oddaljenih hiš so Piko in Naceta klicali starši. Njima pa ni bilo mar, nista se pustila motiti. Lepo, da si spet z mano, je rekel Nace. Prijatelji nikoli ne izginejo popolnoma, je rekla Pika in ga prijela za roko. Nace je pokazal na Voro in zamomljal. Imel sem prav, da z njo lahko ujameš luno. Tudi jaz sem imela prav, je rekla Pika in se nasmehnila. S trampolinom lahko poletiš vse tja do neba. Ja, je rekel Nace, pokimal in razmislil o celem dnevu. O dnevu, ko je izginila luna. Potem je rekel: ampak brez prijatelja vse skupaj ni vredno nič. Tedaj je Pika Nacetovo roko stisnila še nekoliko močneje. Konec in nov začetek. Bravo, Nace in Pika, za čarobno zgodbo o vajinem prijateljstvu. In še kako držijo Nacetove besede. Brez prijatelja vse skupaj ni vredno nič. In tako svet postane svetlejši, ko znamo prisluhniti drug drugemu ter si priskočiti na pomoč, ko je to potrebno. Prav zares čudovita pravljica za Pijo in Žiga. Otroci, mojim knjižnim kotičkom pa lahko prisluhnete še pravljici filmskih junakov Lili in Žvirca, Prijatelja za zmeraj. Vabljeni k poslušanju. Prijeten pozdravček Piji in Žigu, ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravljičnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Pošiljam vam prijateljski pozdravček. Čau, čau. Bravo. Skupnimi močmi vama je uspelo.